Lepo zdrav, dobro večer, spoštovane, spoštovani, cenjeni gostje, draga publika, vsi pred malimi ekrani, dobrodošli v še eni petkovi večerni oddaji. Evo, super, da smo tukaj, super, da smo skupaj, dajmo pogledati, kaj in kdo nas čaka nocoj. Najprej mladi korenjaki. Takoj zatem Metka in Tina. Izak Palma. In danes že nekaj zelo posebnega, ostrostrelski kotiček. Dobrodošli v nocojšnji oddaji. Najprej vprašanje, gospe in gospodje, kakšen je občutek, ko ti sede slon na ksiht? Živ Bog ne ve. Zdaj, ko pa karkoli boli, ko je bolečina, ko je bolezen, pa baje obstaja za vse to vsaj ena rožka nekje raste. Tudi o tem bomo govorili, par nasvetov sledi. Pretežno pa bo danes nocojšnja tema vrtičkanje. Tako da, če bi si radi kaj zapomnili, par nasvetov sledi, kot sem rekel, dajte vzeti že zdaj nekaj zapisati, če mogoče spomin peša, pa si ne boste vsega zapomnili. Napisati, zapisati, zabeležiti, imejte pripravljeno v vsakem primeru. Zdaj, cajt je, da mi zarolamo naš ringelšpil, pa začnemo v eni lepi Oberkrajner maniri. Z nami so mladi korenjaki. Ko zagledaš luštno punco, hud problem pojavi se, kako na dušo ji popiha, da srce se ji odpre. Ko pojavi se priložnost, hitro izkoristijo, saj vprašanje, kdaj se nova zopet ponovila bo. Če nisi korenjak, če plah je tvoj korak, kratko mož potegnil spet, saj bo drug pobral tvoj cvet. Daj bodi korenjak, osvajalec brez napak, pametnar najboljši boš na vrtu rož. Ne razmišljaj, kaj bo rekla, ne prestopaj sem in tja. Punce pač imajo rade, fante strastnega duha. Ko pojavi se priložnost, hitro izkoristijo, saj vprašanje, kdaj se nova zopet ponovila bo. Če nisi korenjak, če plah je tvoj korak, kratko mož potegnil spet, saj bo drug pobral tvoj cvet. Daj bodi korenjak, osvajalec brez napak, pametnar najboljši boš na vrtu rož. Daj bodi korenjak, osvajalec brez napak, pametnar najboljši boš na vrtu rož. Pametnar najboljši boš na vrtu rož. Mladi korenjaki s korenjakom, pa še nekaj štiklov nam bodo odigrali in zapeli seveda nocojšnji osrednji gosti. Cajte, da vam jih predstavim. Metka Ternjak, Gomboc in Tina Ternjak. Spoštovani, dobro večer. Tako je, Tina, zdrav, izvolite sest. Pa lepo knjigo sta prinesli zraven. Ja, malo čtiva za tebe, ko si tak strasten vrtičkar. In Tino, meni doma crknejo vse rože. Zdaj ti več ne bodo. Če bi imel vrt, ga več ne bi imel, po tednu dni recimo. Vse se da naučiti. Ja, to vsi pravijo, ja. Ampak
čisto zares. Zdaj popularni oziroma znani, če lahko tako rečem, sta postali serijo oddaj, ki ste jih počeli, oziroma jih še počnete, še jih snemata. No? Mogoče malo bolj prepoznavni, ne? Na našem delu pa mogoče že prej po delavnicah. To je to. Delavnice imate kdaj, kje, o čem grejo? Delavnice zajemajo v bistvu 3 področja. V bistvu so zdravju namenjene, ne? Zato tudi Najlepša ime delavnice zdravja. Za kratek odgovor. Ja. Izčrpen. Naravna kozmetika, zdrav način prehranjevanja in pa seveda vrtnarjenje. A to se da, dejansko se da z vrtnarjenjem, torej z dišavnicami, zelišči, za vsem tem se da tudi, ne vem, kreme, kozmetika, vse to delati. Se to je vse povezano, ne? V celoti. Ja. Zakaj ste pa Želimo poklicu, biti čim dejansko? bolj samooskrbne. Pa se to sta verjetno. Se trudiva maksimalno. Če bi recimo, pride na poklice, to, kar sem malo skočil v besedo, se opravičujem, a če bi recimo vzeli lestvico od 0 do 10, samooskrba, koliko ste? Kje ste tu? Na 10? Ne, vseeno še so viri, vodni viri, elektrika, No, ne, že take recimo, stvari. da greste kaj kupiti. Od nekih jestvin, od... Malo. Ja, ne dosti, mogoče kako sadje, ne vem, tu pa tam, ne, zdaj so bile slabe letine na našem koncu zaradi zmrzali, tako da pač tudi v našem sadovnjaku ni bilo, na primer jabolk, pa je pač bilo treba malo več žal kupiti, Pa ne. je treba kupiti. Ne? Ja, Torej od oziroma- 0 do 10, recimo, koliko bi dali? Kar se tiče sadja in zelenjava, mogoče kozmetika pa takih stvari, kar mogoče 8. Osmica, to vse sami naredite. Pa to je super, to je perfekt. Ja. Izobrazba, poklic, kaj ste pa poklicom? Diplomirana inženirka kmetijstva, Jaz pa kemik. popoln par. To je perfekt. Kemik, Ja. ki beži od Perfect team. kemije. Zakaj bi že od kemije? Ja, v naravo. Ja, pa tam Pač to malo izkoristim svoje uporabi, ja. znanje. Ja. To sta super tim, pa še imate in hči. Perfekt. Ne? Nič se ne prepirate, ali imate kak? O ja, To, vse vemo, kak smo mame pa hčerke. Ne moremo Imamo se druge rade. brez druge, ne? Ampak Ja. včasih so pa trenja. Že zaradi Si bi treba break generacij. vzeti, pa malo. Ja. Ti sadovnjak, grem jaz tja na salatne grede počasi. Ja, zdaj je sigurno lažje, ko živimo vsaka na svojem koncu, ne? Zdaj se bolj pogrešava. Pa tudi fajn je tako, da mama ne prije v copatih, ne? Ja. Nekaj sem želel, oziroma na začetku sem rekel, da za vsako torej, bolezen, bolečino, tako naprej, zase ena rožka, zdaj da se iz dišavnic, iz zelišč dela tudi ene zadeve, da recimo kako bolečino preženemo ali kaj takega. Prav gotovo, moj križ je včasih na vrtu zelo obremenjen, ne? Okej. In recimo čiljevo mazilo. To Je vse zakon. sami delate doma. Čilijevo mazilo, Ja, kaj ja. še recimo, rožmarin, to je za glavo Tudi bolj. ta je malo no? blažji, tudi proti bolečinam, Kaj za pa- glavo bolj sivka recimo. Okay. Kaj pa res, Vse da najde. res poči, da človeka položi v spanje, ko fejs boli? To pa ne smemo povedati. Okay. To pa ne smemo Mislim, povedati. da ko človek zboli, tak ali tak je utrujen. Telo naj gre k temu, Nekaj sporoča. da bi počivalo, da Okej, se okej. naspiš. Mogoče kak pomirjevalen zeliščni čaj, ki ti pomaga potoniti v spanec. Potem pa tako naredi telo svoje. Okay. Uspavalni zeliščni čaj. Zdaj, Pomirjevalen. aha, okay, no, to ste me dobili, v redu. Nemo več ciljev v nekaj področja, ki mogoče niso potrebno dobro. Treba na delavnico priti. Ja, bolezen je pač znak, da nekaj ne delamo prav in ljudje si premalokrat vzamemo čas, imeli bi instant rešitve, ne? Dosti krat pa telo rabi, da malo zabremzaš, da si vzameš počitek, čas za sebe, da se malo poslušaš. Pa to rabi vsak dan, ampak trendi so taki, ne, življenje je tako, norost, norišnica. Vsak se od jutra lahko do večera. odloči, ali iz nečesa izstopi Ja, ali seveda, ostane. Ne? Najti pač treba mogoče neke prioritete v življenju, ne? In Ne te prepozno morajo najti. biti tudi kakšen sprehod Ja, v ne prepozno naravo. najti. Kako ste začeli z vrtičkanjem? Jaz v bistvu nimam datuma. Kot otrok sem preživljala v glavnem čas pri babici in detku, omica in otek sta bila to. In ona dva sta res z ljubeznijo vrtnarila. Dedek je celo malo križal rožice. Ne? Jaz sem to opazovala, nikoli pod A to je bilo prisilo. v skokah? Ne, Tam, kjer to je ste- bilo na Studencih. Okay. In ne vem, ta ljubezen je kar nekako lezla v mene
In ne znam si predstavljati, da ne bi imela vsaj nekaj loncev, če ne In bolj velikih namesto, gred. da sem šla izučiti za vrtnarko oziroma ne, torej na kmetijsko šolo, sem šla... No, to so pa najstniška leta. Pa mogoče tudi drugi časi, ne? Ja. Takrat seveda. je bilo to, da greš študirati, da si dober v šoli, je bilo to zelo cenjeno, ne? Če si Ja, doštudiral. če si nekje v gimnaziji, ne vem, meni je bila profesorica kemije zelo všeč in potem, kaj bi študirala, če nimaš težav, kemijo. Kemijo, that's it, kar je super. Ujameta se tukaj, recimo, ti imaš kmetijsko izobrazbo in mama je kemija. Jaz imam Pa modrost, še izkušnje stare imam. izkušnje, to pa je novo Tega ne znanje. moreš premagati. Ne moreš kupiti, ne moreš nič, to je to. Lahko se Samo samo čakati. učiš. Jaz se kaj od nje učim, prihajajo neke nove rastline, ki jih sprovamo, nekaj ostane, nekaj ne. Ne? Ste poskusili kdaj kaj bolj eksotičnega posaditi? O ja. Na vrtu? Ko so se oči zaiskrile. To sem To čakal. je Ne, vedno je moram treba reči. kaj novega poskusiti, Ja. ne? Vrtičkarji smo taki, da Eksperimentirate vedno tudi. te kakšna nova rastlina zamika, mogoče najdeš kakšna zanimiva semena, ne? Mogoče ti kaj ne rata, pa bi rad, da ti rata, pa probaš različne načine. Tako da je vedno neko raziskovanje, ne? Zdaj, ko- Osnova je tradicija, to moram reči, ne? Tradicionalne rastline, semena naših babic, prababic. Je pa res, da ko midve potujemo, mogoče nisva čisto običajni ženski, ki gledajo torbice, čevlčke, ne? Pa spominke. Ja, Ampak z lopato v avtu pa. jaz imam kakšno lopatko. Kako pa te rastline tam kaj v tujini? Ja, samo to ne smeš čez carino, ne včasih, ne vem, kak je s tem. Se Drugače. zabliži. V Zdaj vsaki smo v državi je Evropski drugače. uniji, Ja. pa gre to v prtljažnik. Ja. No, brskava po kakih semenarnah. Kaj bo, če vas ustavijo potprav kofer, pa imata Se še ni zgodilo. Po mojem bi prej vzeli kakšne druge produkte kot ne, rastlince. Okay. S tem nimava težav, vsaj zaenkrat, če nismo imeli. Dobro, tukaj bomo mi nadaljevali, kar se tiče rastlin, produktov in kraje v tujini. Pa švercanja semen, če smejo. Okay, malo heca. V glavnem, dajmo se ustaviti, pa en kratek break narediti. Izak Palma nam bo zapel nov komad, nov single, ima naslov je Sreča moja si. Ko me vprašaš, če res hočem biti s tabo, če te varam, to nikakor, lepo tebi hrepenim. Če verjameš, da sem zate, pridi z mano, ker življenje je prekratko, nepopisan je papir. Zato ljubezen moja, vzemi me prav tiho, naj očarajo te tvoje me oči. Barve črne kave, ki spati mi spati ne pusti. Sreča moja si in hvala, da si z mano, da jo stani najljubezen Božja mojo ramo. Plešiva to pesem, zaupajva vsem, da sreča moja si, dlan v moji dlani, odkar poznam te je nasmeh vsak dan na moji strani. Daj podari mi zvezdo svojega neba, naj si je za oba. Contigo por siempre voy a estar. Če me še sprašuješ, kaj le v srcu skrivam, ko pojem in uživam, odgovor mi leži v očeh. Ko objemaš me, nič več ne premišljujem, v srcu tvojem zdaj zmagujem, ti ostajaš ves moj src. Zato ljubezen moja, vzemi me prav tiho, naj očarajo te tvoje me oči. Barve črne kave, ki spati mi spati ne pusti. Sreča moja si in hvala, da si z mano, da jo stani najljubezen Božja mojo ramo. Plešiva to pesem, zaupajva vsem, da sreča moja si, dlan v moji dlani, odkar poznam te je nasmeh vsak dan na moji strani. Daj podari mi zvezdo svojega neba, naj si je za oba. Contigo por siempre voy a estar, tú te acercas y te beso, sin dudarlo tú te vas a enamorar.
ahora te deseo, lo confieso, sin pensarlo yo te elijo a ti, porque en tus brazos soy feliz. Stretchamo así, i hvala si mano, da io stane najljublje se buđamo, juramo, preživa to pesem, zaupaj malu sem, da stretchamo así, granu moji dlani, odkar poznam te je nasmeh vsak dan na moji strani, daj podari mi zvezdo svojega neba, naj si je za oba, contigo por siempre voy a estar, stretchamo así. Sreča moja si, Izak Palma, zdaj še en komad bomo kasneje odpel, zelo znan, če ste gledali pa spremljali kaj, Melodije morja in sonca lani, ne ob takem času, malo kasneje. V glavnem, gospe, gospodične, ne, ko vam tip obljubi neskončno zvestobo, no, morate zastrič z ušesi, no, to še najmanj. Če vas kaj to laži, ko vam to zapoje, v vsakem primeru ga imate v kremplih. Tudi to morate vedeti, če vam to še noben ni rekel, evo čist iskrena izpoved. Kar pa ni, da ne veste, konc koncev, po drugi strani, ne, tudi to je res. Vidim neke nasmehe. Ja, čemu? Bogate izkušnje vejejo. Vedno je zanimivo poslušati moške, ki modrujejo. To pa je zrelost. Ok. Modrost. Zveze pa ljubezen, vse to imamo pa vsi, ne, neke izkušnje verjetno, ali ne? Seveda. Ja. In potem je bilo vse tiho. Gremo mi nazaj na vrtičkanje. Ja, gremo raje. Dajte mi povedati, mesec maj, mesec juni, kaj je zdaj v trendu, oziroma kaj se zdaj počne? Zdaj je čas za največje akcije na vrtu, ne? Zdaj smo vrtnarji čisto zmešani od samega dela. Zdaj ste na koncu. Ja. Vsem na... Čeprav pri naju velja, ne, da se ne hiti. Raje kak dan kasneje, ne, ker ljudje vidijo soseda, ki že gre za sadiko paradižnika in je še tam pred prvomajskimi prazniki. In jasno, ne sme imeti on prej kot mi in mi takoj za njim. To je res tako, ali kaj ne? Je žalostno, ampak resnično. Tako se Če ima letos... sosed, mora biti tudi Jastina, tak je. hitro flance ven. Ne. Kako imate to? Res je, da tako vreme, ko je bilo letos, bi že lahko paradižnik kar hitro rastel zunaj, ampak prihajajo še ledeni možje. In pohcana zovka. Točno, Tako exactly. da midve še čakava čakate. s temi toploljubnimi zelenjadnicami, ne, paradižnik, No. paprika, jajčevci, lubenice in tako naprej, še jih čuvava. Taktika. Ne, Ja. Počasi to skenirate. Aha, sosedu bo pozeblo, njemu bo zažgalo, tam bojo šip pojedle, Ja, to polži so so ravno izkušnje. zunaj. Okay. Ja. Res je, ne? Če zdaj hitiš, potem ni fino. Dolgoročno v bistvu nič ne zamudiš, to hitenje ni dobro. Ne? Torej, to je zdaj nasvet za vse, ki imajo Ja, svoj vrt. res. Ne hiteti, gospe, ne hiteti, počakati. Naj ima sosed prej, na njemu pa že vse požrejo. Ja, res je. Rastline se v bistvu ne zgodi se jim, da bi zdaj kar naprej nekako venevale, ne? Ampak stagnirajo, ne? In potem so takoj bolj dovzetne za bolezni, mi pa malo kasneje posadimo, ko imajo idealne pogoje in so cele vesele in veselo rastejo in imamo prej plodove Ja, in kot ker se- tiste. Ne? No, ker sem jaz drugače je kemik, pri vem. rastlinjakih, ne, tam lahko malo prej Ja, to je sadiš, druga ne. zgodba. Ok, ampak Ja. zunaj. Ne? To pa je zdaj ta zgodba, o kateri govorimo. Ja. Zdaj, vi zalivate recimo še s kakimi, ne, ker imamo kemika pri bajti recimo, ne, da imamo še kaj ekstra zraven. Ne, tu nič kemije, dosti kar rastlinice, Koprive so gabe, zakon. Svrto se da preslica. zraven v vodo, ali kaj? Ja, To se namaka, da se naredi tak pripravek in, oziroma gnojilo domače, potem pa Pa to še skoncentriramo, pa imamo turbo booster, ne, Ja. damo čez noč, naravni turbo pa booster. prenesemo paradižnike, ne. ni tako strašno, no, ampak odlično uspevajo. Brez kemije tudi gre. Pa škodljivce se da s tem tudi, no, uničiti, da ni treba Tudi. recimo špricati, ni treba z nekimi težkimi pri nas, kemičnimi preparati. Ne v sadovnjaku, ne na vrtu ne škropimo z nobenimi kemičnimi sredstvi. Kar narava poskrbi. Narava ima vedno prav, ne, so rekli. In res je To so tako. zdaj stare modrosti, evo. Ja. Okay. Knjiga, kaj bi recimo izpostavili tukaj? Vsakemu, ki jo vzame v roke, pa jo začne listati,
čisto od začetka gledati? Ali? Malo drugačna, kot so običajno vrtičkarske knjige. Okay. Ja, v Zakaj? bistvu ponavadi v vrtnarskih knjigah najdeš vsakega pomalo, ne, da zavzame nek celi proces vrtnarjenja. Okay. Midve pa sva se koncentrirale na nekaj rastlin, 10 rastlin, ki sva pa jih res podrobno opisale. Vse od semena do sadik, do pridelka, do pridelave domačih semen, do uporabe v kuhinji ali pa za kozmetiko. Tako da res bralec oziroma vrtičkar lahko najde en tak sklop. Pa tudi zanimiva izbira rastlin, ne? Mogoče manj poznani ingver, ki je zadnje čase precej modern, da si ga tudi sami pridelamo in ni nič težkega. Raste v redu pri nas? Odlično. Ja, Dobro mogoče vedeti. so nekaj takih zelo klasičnih rastlin, ki so jih naše babice imele, prababice ali pa odvedno na slovenskih vrtovih, nekaj malo eksotičnih, celo kakšna kopriva bo vmes, ne, ki jo tak nekateri jemljajo kot prevev. Midve se pa zelo trudimo in se kregava na partnerje, da ja ne bi kakšen nož, kosilnica šla. Pol, če to naredi, recimo tako, da je malo iz žlehtnobe nekaj naredi, pa ga vrže, da ga pride. Ne, ali pa pododejo. špinačo. To je zdravilo. Eno presenečenje imam za vaju malo kasneje, to bo še treba počakati, ampak, evo mi to en kratek break še narediti, pa se odpraviti kam k vijoličnemu kotičku naproti. Yes. Čas je za tisti šport, ki ga imamo na Štajerskem najraje valjda. Fuzbal je pred nami in vijolični kotiček. Nocojšnja dva igralca, Robi Novak in Izak Palma. Robi, dober večer, spoštovanje, izvoli sest. Izak, kako sta? Super, odlično. Odlično, vredno boljše. Zdaj, dajte mi nekaj povedati, kako se spoznate na fuzbal, na ta pravi veliki fuzbal. Super igram. Super igraš? Ne, samo igram kot človek. Zdaj, glede na to, da si dejansko z Argentine, bi človek pričakoval, da to vladaš nulo, recimo, ne? Ali? Vi ste pričakovali, ne? Ja. Ne, jaz igram normalno. Tako jaz verjetno, nič posebej. Ja, sigurno. Ja, žogo že brcnem, kaj več pa ne. Robi? Jaz pa moram povedati, bom predstavil tudi danes, imamo v bistvu mi polka reprezentanco Slovenije in igramo pač glasbeniki te narodne glasbe, igramo v tej reprezentanci, potem pa imamo te dobrodelne tekme in tako pomagamo tudi ostalim ljudem. To je ful lepa gesta, to so lučne tekme pol. V bistvu prvo igramo nogomet, potem pa, če organizira kdo kak šotor, potem pa še noter igramo, ljudje pridejo in s tem potem smo dobrodelni. In ti igraš kaj? Na kateri poziciji si? Jaz vedno špica. Ja. 10, koliko številke imaš? Ni važno. Pač nekateri imajo 7, pač Cristiano Ronaldo, nekateri imajo 10 Messi, ampak mene vseeno sem nevtralen. Kje se vas da videti? Evo recimo, kje je naslednji špil reprezentance? Naslednji špil je reprezentance? Ja. To imamo v bistvu se kar sproti zmenjamo, nimamo nič točno dogovorjeno. Zdaj v bistvu tudi sezona špilov potega tako, da je malo manj, tako da, ne vem, zdaj zaenkrat še nimamo nič kaj takega. Dobro, če vas kaj najdemo, vas ujamemo, pridemo gledati. Ja, se pravi, zdaj mislite folk reprezentanco ali korenjake, nas? Folk reprezentanco, vas pa tudi. Nas pa se da marsikaj videti zdaj. Kje boste zdaj, v kratkem? V kratkem v bistvu igramo kar veliko teh privat zabav, drugače pa igramo veselice, najbližje je zdaj tule v Zrečah, junija, potem špilamo tudi tukaj, ko je zelo velika Kebel in tako naprej. Dobro. Sreča moja si. Sreča moja si, ja. Kaj, to je čisto nov singl? Ja, novi komad, ki smo dali še en mesec nazaj, je na YouTubu. Je bilo zelo lepo delati, ne, za ta projekt. Super je bilo, smo snimali v Piranu, blizu morje, tam, ker se mi paši, zelo lepo je. Morje ti je všeč, no? Ja, seveda, ker jaz sem živel v morsko mesto, ne, in vedno, ko grem, ko sem čisto blizu, ne vem, sem 100% jaz, ne. Ko boham morje, ne,
se počutim malo kot doma. Se počutiš malo, ne? Imaš ker malo manj domotožja, recimo, ne? Ja, seveda, to je normalno. Ja. Torej pomeni, da se moraš zdaj iz Ptuja preseliti kam v Piran, Portorož, kam boste šla? Ne, ampak moram povedati, da ni tako daleč. Zato so ti tudi melodije More in sonca, recimo, sedle, ne? To te je pognalo bolj do prvega mesta. Ja, seveda. Ne, jaz sem vesel sem, ker lahko vozim do Pirana, ni tako veliko, ogromno, ne samo 3 ure. Ja, 3 urce, recimo, da greste lepo počasi, nelagano, da še malo za koleno primeš vmes. In potem tam uživam veliko, tudi tukaj uživam veliko, ne? Ampak moram povedati, da blizu morje vedno mi je Ti je super, je za dušo, kar mora biti. Okay. Korenjaki pa morje, greste špilat kaj tja? Smo že tudi igrali letos, ne? Gremo pa, imamo prav planiran dopust, tako da, vem, pari grejo, jaz sem še sam, tako da pari grejo skupaj, jaz pa verjetno šel verjetno kam s kolegi. Ti še imaš pa opcije odprte, ne? Ja, še imam vse odprte, tako. Se to je tvoja sreča še zdaj. Zdaj vidim, koliko boš tu imel sreče pa znanja dejansko, če ste pripravljeni, lahko gremo fuzbal špilat. Good? Ni ta pravi, ročni? Seveda, jaz sem badil malo, ampak osebno sem badil. Se bova potrudili. Okay. Dajmo stopiti. Gremo? Ok. Vsak na svojo stran. Vsak prevzame eno pozicijo. Zdaj je pravila zelo enostavna. 5 žogic je na voljo. Tisti, ki prvi zadene 3 gole, je zmagovalec in če zmaga, dobi to lepo uro. Evo, zelo šik, zelo modna, velika, taka, kako mora biti. Šprudlat ne velja. Veš, kaj pomeni šprudlat? Šprudlat? Šprudlat. Ne, kaj je to? Evo, da te naučimo takoj. To je po slovensko, ja, to je po domače. To je tega ne smeš početi. Mi rečemo molinete. Molinete? Molinete se ne sme. Ok. Kako pa rečete temu fuzbalu? Mete gol. Mete gol. Mete gol. Mete gol. Evo, zdaj že vemo nekaj več, no? Fino, da smo se naučili. Še kako vprašanje, kartonov ni, fair play velja. Nič, to je to, razumete vse. Lahko se drži. Počasi eno za drugo ven. Obema želim seveda vso srečo, 3 goli pomenijo zmagovalca. Kaj še, sem še kaj pozabil povedati? Ne, to je to. Evo, bilo sreče obema. Sta v tem kako? V ročnem fuzbalu. Ok. Jaz, ko sem bil v srednji šoli, smo to malo igrali, zdaj pa že dolgo ne. Ja, vsi so v srednji šoli to špilali, ne z mano vključno. Jaz nimam pojma o tem, tako da je boljše, da vidva igrata. Srednjo si naredil, si dokončal? Ja, sem, ja. Tuk nisem hodil na fuzbal. Dobro, ok. Dajte paziti, sta, redi? Ok, bomo videli. Koliko toliko točno vržem tu žogico. Ekola. Špil začne, kaj bomo, Argentina pa Slovenija rekli, da bo zanimivo. 1-0. Ops, imam žogice. Lepo. Argentina, Slovenija, ne? Ti boš Argentina. Jaz za Slovenija. To. Ampak gremo celje Ptuj, recimo Drava Ptuj. Ops, to so bili včasih v prvi ligi. Zdaj pa že nekaj časa ne več. To je taka zanimiva igra, zelo dinamična, kot se za Argentino spodobi. Ali za Ptuj, kaj boš raje Izak? Za koga bi raje igral, za Argentino ali za Ptuj? Zdaj pazi, kaj boš rekel? Za Ptuj, ker sem bližje. Ne, se je zdelo. Ne bo težko se iti na... Da je kdo jezen tam, na koncu. Je težko. Rekli se, hvala, si igral 2-0. Lepo ti bo pasalo uro. Ja. Ja, ti še nimaš. Ne, jaz nimam, ne. Ti tudi nimaš ure, ne? Na narodni noši kao ne bi smel imeti nič. Ja, se to ne smeš imeti, ne? Dejansko. Nekih nakitov pa tega, ko imaš to obleko na sebi. Die jungen Helden. To ste tudi znani. Ali? Ja, to pa smo... Pa, kaj? Proti Ireja, ne? Čakaj, dosti igrate v Nemčiji? Ja, tudi igramo, ja. Avstrija, Nemčija, Švica. Kaj vam je ljubše, v tujini špilati ali doma? V bistvu, tako bom rekel, starejši, ko smo bolj, mi je všeč tu. Pač domači ljudje te malo poznajo, prej pa skoraj noben ni izvedel sploh, kdo smo, ne. Oziroma se še zdaj bolj malo, ker v bistvu 2 leta tukaj delamo bolj, 3. Če ste bili pa v tujini. Ok, dobro, Izak, ti nam boš zdaj zapel tisto pesem z melodije? Ja, če te jaz pustim iz rok, pa potem še eno. Ja, hvala lepa tudi, zdaj bom pel. Nekaj bi povedal. Če ure ti ne dobiš, ura je tvoja. Tako je to. Evo. Nekaj bi povedal, zdaj še se pripravimo mojo skupino, imamo velike koncerte pri Ljutomeru, Kranj, to bo junija,
pa pivo cvetje bomo. Pivo cvetje, če se pripravljamo. To je pa blizu nas. To boste vi tam, ja, to lahko je skoro napir. Vedno. Potem lahko igramo nogomet tam. Oberkajner, Argentina, Slovenija, to bi lahko bil en cikel, cel. Ja, se hecam. Ampak Izak, izvoli na oder, da nam zapoješ zdaj komad. Hvala ti za špil, evo še enkrat čestitke. Čestitke. Mogoče bi moral še kaj, malo še ostani tu z mano, da sam na odru. Mogoče bi moral kaj recimo trenirati, prideš v Ja, seveda, težko je, težko. Pridi kako uro prej On je super igra in jaz. Boš malo potreniral vse skupaj. Gremo. Evo ga, oder je tvoj, izvoli zdaj, dame in gospodje, vsi, oziroma bolje rečeno vse, ki se pripravljate na Enrikeja, zdaj tisti sobotni koncert je razprodan, za nedeljskega se še da kakšno karto dobiti, poleg tega naj vas ne bo strah, zdaj če imate tendenco, da padate v nezavest ob lepih mladeničih, pol naj vas podpravim, ne bo strah, v UKC-u imajo okrepljeno dežurstvo, tako da če se vam to zgodi, ni frke, ni zime, ne bo nič narobe. Evo, za suhi trening, za vajo Izak Leandro Palma. Če te kdaj spustim iz rok. Vedno, ko ob meni si, se mi vse preprosto zdi, res je drsen občutek, da ti povem, da brez tebe ne znam v sebi vem. Če te kdaj spustim iz rok, da poišče svojo pot, če boš odšla, bom živel s pol srca. Če te kdaj spustim iz rok, te iskal bom na okrog, ko najdem te, vedno bom čuval te. Kar je v meni dobrega, ti si vedno videla. Naj pobegnem v trenutek, da ti povem, da brez tebe ne znam v sebi vem. Če te kdaj spustim iz rok, da poišče svojo pot, če boš odšla, bom živel s pol srca. Če te kdaj spustim iz rok, te iskal bom na okrog, ko najdem te, vedno bom čuval te. Oh, mi serás mi promesa. Če te kdaj spustim iz rok, te iskal bom na okrog, ko najdem te, vedno bom čuval te. Ko najdem te, vedno bom čuval te. Yo sé que fallé, perdón, ¿cómo vivir sin corazón? No hay por qué abandonarte, mi amor. Čas, da pokažemo spretno z vrhunskima igralkama pikada. Tina in Metka. Zdaj Tina bo najprej vrgla 12 pikat, balončkov je 10, poštevilčni so po točkah, 1, 1, 1, 5, 5, 5 in 10, 10, 10. To je to. Zdaj zbereš, katerega koli želiš, Ok. poskusi z desetko ali pa kar vse po vrsti. Zdaj 12 pikat je 2, lahko vržeš mimo. Bomo videli. Ja, bomo videli. Ti najprej, kratka pauza, pol pa mama.
Okay, jaz sem ful tekmovalna. Jaz navijam. Ko bo vse skupaj izgledalo. Zdaj je nekaj še treba povedati, nič ne štopamo, ni treba hiteti, čas si vzeti, paziti na belo linijo in to smo še kaj rekli, se ti roke kaj tresejo. Bo šlo, če kje si moram zapisovati. Bom si primla. To je zdaj še matematika. Tina in Metka Eko. Trenutek. Jaz navijam. Za tebe. Jaz sem pripravljen, torej, da štejem. Ok, ena mimo. Bom začela z rdečimi, za srečo. Rdeča barva ti je všeč? Prva pika. Zdaj, ker nadaljujem. Ena za Tino. Pa še ena mimo. Mami, zdaj moraš samo več kaj eno piko dobiti. To je že... Že to bo težko. Je zdaj to nekako ne obeta. Vidim, da sem ti rekla, da... Pravka z manjšimi pa večjimi, pa imata en občutek v prstih, ali nimata? Ja, pa tisto je bližje. Pa daj, kaj Koliko je to dali stran? To je kaj, 3 metre, še to ne 2-3 Ja, sem rekla. Jaz smo še kaj počeli, ne, nismo. To je odboj, ker se to vse skupaj malo maje. To je zaradi tega. Jaz mislim, da ste... Da bo še prestop. Ok, oprosti. Minus pik, saj ne, ni minus pik. Yes! 5. Bravo, 5 pik. Zdaj vseeno pišem. Zdaj sem končno noč padla, zdaj pa bo že konec. 10. Še 3 pikade. 5. Prišla je v formo. Dobro, da je konec. Ja, to zdaj ne vem. Zdaj pa še zadnji. In še zadnja puščica tudi to ta enka ni hotla. Odlično. 21 točk. Zdaj pa da vimo, mami. Evo, osnova matematike. Tina, vse čestitke. 21, zdaj, kako se bo Nita na koncu odrezala? Kak je ta občutek? Težko bo. Pa ste doma kdaj igrali to? Jaz pred 40 taka četina ni bilo. Stara prekaljena igralka pikada. To bo zdaj videla, ne? To je tisto, kar pol Mislim, da bo težka. Dobro, dajmo mi eno kratko pauzo narediti, pogledati, pa prisluhniti, kako nam bojo mladi korenjaki zašpilali najino melodijo. Evo. Nocoj bom na vas spet odšel, pod tvojim bom oknom zapil. Nocoj zaigral ti bom spet napil, ki rada ga imaš. Nocoj bom na vas spet odšel, pod tvojim bom oknom zapil. Nocoj zaigral ti bom spet napil, ki rada ga imaš. To je tista melodija, nekoč sem ti igral jo, ta prelipa melodija v srcu mojem še živi. To je tista melodija, ki nekoč sem ti igral jo, ta prelipa melodija v srcu mojem še živi. Večer sem pod okno prišel, dekletu na glas sem zapel. Odpri moja ljubica kamrico, nocoj mi kot nekoč. Zvečer sem pod okno prišel, dekletu na glas sem zapel. Odpri moja ljubica kamrico, nocoj mi kot nekoč. Saj najlepša melodija, čar pomladne je ljubezni, ta prelipa melodija naju spremlja vse povsod. Saj najlepša melodija, čar pomladne je ljubezni,
ljubezni, ta prelepa melodija naju spremlja vse povsod. Ja, prvi del spretnosti je za nami, Tina je dosegla 21 pik z 12 pikadi in s koliko počnimi balončki, to pa nisva štela, no? Ne. Točke sva štela, kar tudi edino pravilno. 4? Vse 4 so bile, tako, 4 baloni so bili. Metka, kakva je prognoza? Nekaj strahu je bilo prej. Ja, zdaj se je še malo poglobil. Na mladih svet stoji, tako da težko bo, Zakaj bo ampak težko? se bom trudila. Ja, Tina je rekla, da si roke tresejo prej, ne? Ja. Meni ne se gre. roke in noge. To je zdaj samo, ne, Ja, vem, ja. To je tista poznamo. finta. Isto Ja. vedno imamo s fuzbalom isti princip, ko pridejo ljudje pa rečejo, jaz tega nikoli nisem špila, pa nisem špila že 15 let, 20 let, v srednji šoli nazadnje, ne vem kdaj. Vsi zmagajo, a vsi so najboljši pol na koncu. Pa vsi smo zmagovalci. Metki bi morali dati grablje za potežkočene metat, ne? pogoje, Grablje, To tako bi da bilo jih lažje. Zavriše. sadilni klin še boljše. Sadilni klin, Ja. Pol bi ziher šlo. kaj pa tisto kumarov, ko eksplodira, to bi šlo. Tista bi bilo pa na en mah. Vse. To vse je potrebno. Ampak dejansko eksplodira kot, kaj ne rečem, kot zelenjava, kot plot. ali Ja, kaj? zrel plot, ko dozori semena malo poskočijo ven. Skočijo ali raznese se. Raznese. Bolj raznese, ja. Zdaj moraš zelo blizu gledati ali pa recimo iti jesti tisto poskusiti. Mislim, da Če mora- rad živiš, nevarno bo. Jaz smo zelo na tankem ledu, zdaj govorimo o kumarah, ki so zreli in o semenih, ki, kaj ne rečem, špricnejo. Če imate otroke, dajte jih ne, seme. Pustite jih pri To je televiziji. čista narava. Ja, vse je to. Metka, za belo črto, 12 pikat je na voljo, jaz moram beležiti. S nevarnimi bo začela. Matematika ni Ja, moja ta je čokoladna neki stran. grozni, da Štopamo vidimo. nič, cajt zet. Ob, malo Kar V na lepem začetku roku. je šla na sredino že, Metka, ne. Ternjak, Gomboc, brez točke, tretje pikado. Metka, malo se ustaviti, zdaj ni treba to na hitro, ustaviti se, Ja, to nameriti. moraš, da se zagreješ. Ena! Yes, še 20. Bo šlo? Mama hitro meče, ne? Ja, jaz sem Šla je na 20. vse ali nič. Naj se nič ne mudi. Ja, na vse ali nič. Metka, zaprimo oči. Ja. Trenutek. Malo vdihni globoko, Spočiti se, zdaj pa res 4 pikade so še ostale, Metka, ne hide. ne posluša. Ne, ne, Čisto se to svoje- odpadla. ja, Pogled dotakni. To so se. mame. Ja, ne Trmaste, moreš biti veš. pametni, tam tiste... Jaz sem tako rekla, tako bo. Kaj smo zdaj? Enko počeli. Ja. Evo. Druga točka, petka, jaz, ampak še vedno bo premalo za vse skupaj. In na koncu, Metka, čestitke. Čestitam. 1 plus 5 je 7. Hvala. 21 proti 7. Ja, res sem Smo rekla, na pričakovali to? mladih svet stoji. Ja, to je res. Gremo mi na lušno. Ja. Ok, pa bom pol še nekaj o rastlinah povedali, pa o tvojem Guinnessu. O rekordu, Zmenjeno. prav? Zato ti je tudi uspelo, recimo 21 pik doseči. To so leta in leta treninga. Ja, ja, Za kolo to je ali za ona pikado? Skrivna, Vse. na skrivaj je to trenirala, pa nič povedala. Ja, ker mi tudi nismo nje povedali. V glavnem, evo, dajmo se mi odpraviti na lušno z RTS, dame in gospodje. Če ste pisali, če ste bili na naši Facebook strani, v redu, če ne, dajte pred TV-jem ostati še za trenutek. No? Ja, od spretnosti smo šli na lušno, kar je edino pravilno. Rimske terme nas čakajo in sicer vikend, wellness, oddih za 2 osebi, 2x penzion. Če želite tja, potem je vse, kar morate storiti, to, da se oglasite na naši Facebook strani RTE24, tam naredite to, kar je treba narediti, se pravi všečkati, deliti pa napisati osebo, ki bo šla z vami. In to je to, nič težjega. Rimske terme čakajo. Obvezno šrebamo naslednji teden, tako da imate zdaj še zadnjo priložnost, da dejansko napišete to, kar se od vas dejansko zahteva. In tu so že vsi tisti, ste vsi tisti, ki ste to naredili. RTS 24, dajte
pogledati naš Facebook profil. Rimske terme ste že bili tam? Jaz sem že bila. Kako je? Fino, pa še se vsake toliko malo razvaja. Ja, to je bilo fino zdaj, ne? Recimo tak pred poletjem mogoče, da malo zmasirajo, ne? Da malo pedenajo. Po napornem vrtnarjenju, ne? Ja, konec To se morate bolj privoščiti, obvezno. Ampak ti recimo imaš rada tudi fizične napore, kar se tiče kolesarstva. Kaj s tem? Guinnessov rekord je padel, še zdaj ga držiš? Ja, zaenkrat če. Yes. Daj nam več pove o tem. Ja, zdaj že nekaj let od tega, ne? Tako da v taki formi več nisem. Bil je zanimiv izziv, vsake toliko si mora človek malo meje postaviti, iti v cono, izven cone udobja. Kolesarstvo, deva se tu zdaj, da, ne? Sobno kolesarstvo. To je dejansko, kaj, pano, je to, kaj narečeš, šport zase? Jaz sem v bistvu začela kot spinning inštruktor in potem je pač nekako naneslo tok življenja. Zdaj sem pač delala rekord na sobnem kolesu. Deva ti nam je v štartu vedeti, o kakem rekordu sploh govoriva? Največ prevoženih kilometrov v 12 urah, pa v 1 uri. Na sobnem kolesu? Ja. Koliko si prevozila v 12 urah? V 12 urah 348 kilometrov. To je skoraj 30, no, na uro. Moraš biti kar hiter, ja. Pa še hitrejši, ne, da si pol vmes kako pauzo mogoče vzameš, ne. Kaj po 1 uri? V 1 uri je pa bilo nekaj čez, Pikolina tako je že dolgo, nekaj čez 34 kilometrov, kar se mogoče tistim, ki kolesarijo zunaj, zdi malo, ampak prestavna razmerja so na sobnem kolesu drugačna kot na kolesih zunaj in tako da je bilo kar naporno. Moraš imeti res visoko kadenco, res hitro goniti z minimalnim uporom. Tako da smešno je bilo en posnetek, ko sem videla, se sploh mojih nog ne vidi. Res je, zelo hitro je to šlo. A če treba polka 12 ur v takem tempu, vmes imaš verjetno kaj pauze tudi? Ja, vmes seveda vzameš pauzo. Ješ, piješ na kolesu, mogoče za kako masažo, za WC. Več pauze, ko imaš, bolj moraš potem nadoknaditi to na kolesu, ne? Tako da moraš res skrbno izbrati. Sobni Tour de France. Ja. 12 ur kolesa in ni šla naprej niti za milimeter. Ne. Eni bi temu rekli utopično kolesarjenje, ne? No še tako nekaj domišljije. Ali ti mama foto pa te to vleče okrog? Ne, to pri meni ni problem, tako da... Zvočne efekte. Ja, po 6 urah ali pa po 4 urah ti tako gre že vse na živce, tako da si v bistvu fokusiran na sebe, mogoče kakšna glasba, določen krog ljudi, da imaš ob sebi, ki ti ne grejo na živce. Ali pa ti grejo na živce, pa te motivirajo. Ne, takrat sem poskrbela, da takšnih ljudi ni bilo ob meni. Vse čestitke. Hvala. To zdaj 6 let ta rekord že traja, oziroma ga držiš. Super, upam, da ga boš še lep cajt. Ko pa ga ne boš več, pa nazaj na cikl. Delavnice, dajmo še to povedati za konec. Kje, kdaj, kako do njih? Po celi Sloveniji, v bistvu v Mariboru pa redno, skoraj da tedensko, različne teme. Najbolje, da grejo... Na Facebook stran, Metka in Tina, delavnice zdravja. .si. Ja. Ne. Facebook ni .si. Če pa želite .si, pa lahko Metka in Tina.si. Tam boste tudi našli. Spletna stran je Metka in Tina.si. Ja. Pa na Facebooku, zdaj če tudi tipkajo, Metka in Tina, ali Metka, ali Tina, ali delavnice, posod se najdejo. Zdaj pa v Mariboru bo zdaj delavnica najhitreje v ponedeljek, destilacija. Ampak ta je že polna? Ja, gostujoče. Ja, to so moški izvedli, da rabiš osnove destilacije, če si hočeš domač džin narediti in džin je zdaj in, tako kot so bile prej mikropivovarne, zdaj džin aktualen, ful. Džin je pa vzponil. Ne, ampak tudi drugače, odvisno od teme. Pa naslednji ponedeljek potem se pripravljamo na sončenje, delamo kremice, mazila. Ok, ostaneva pri destilaciji, pa pri džinu. V glavnem v ponedeljek sem jaz tam obvezna. Dobrodošel. Boš lahko poročal svojim gledalcem. Z veseljem. Bomo naredili en izdelek. Dejansko da poskusiti. Delali bomo hidrolate in eterična olja, ki so produkt destilacije. In 2 izvrstna predavatelja iz Primorske. Ok. Tako da Jana in Matej.
Tako da, tokrat bova midve bolj tiho. Dajmo to jutri narediti, zakaj bi čakali na ponedeljek? Dajmo jutri narediti, ok. Dobro, hvala vam, da ste prišli v studio. Hvala za povabilo. Sinhrono. Ja, sinhrono. To smo vadili prej. Tina, hvala, Metka, najlepša hvala. Upam, da še prijete kaj okrog. Veselje. Recimo nehamo, vem, da ste ujeti v eno. Jaz nimam nobenega tukaj, da bi z mano kaj delal, niti sidekicka kakšnega. Recimo bilo fino, s kom komunicirati vmes, na tak način, sinhrono. Evo, to je to. Gospe in gospodje, hvala, da ste bili z nami, upam, da ste uživali. Naslednjič boste spet. Hvala Korenjakom, hvala Izaku Palni. Naslednji petek, vse veste, ob istem cajtu, pa jasno, na istem mestu. Lep vikend imejte. Uživajte. Srečno, do takrat. Slike blede, med spomine so davno odšle, napolnile s praznino srce, ki ljubilo te je bolj kot vse. Zdaj več ne vem, le kako čuti tvoj samobjem, tja v pozabo počasi odšlo, je vse to, kar imel sem s teboj. Na svojih ustnicah pa včasih čutim te, ta najbolj živi kot tiste dni, nežno do srca spolzi, tam najdete ti srečo zaželi. Solze skrivaj, tu in tam sem potočil še kdaj, sem nasmehnil, lahko se bilo, je lepo, a je zdaj žal odšlo. Zbrisal sem sled in pozabil zvok tvojih besed, te pustil, da potihem odšla, si do tja, kjer te drugi ima. Na svojih ustnicah pa včasih čutim te, ta najbolj živi kot tiste dni, in nežno do srca spolzi, tam najdete ti srečo zaželi. Najbolj živi kot tiste dni, in nežno do srca spolzi, da najdete ti srečo zaželi.